Recimo, meni se je ta odnos dosti spreminjal, ne? Do koncepta tujine, do moje želje iti v tujino, do moje odločitve ostati v tujini, ne? Se je zelo v bistvu nekako spreminjal. Ne? In recimo ti povem, ne? Ko sem bil jaz v srednji šoli, zelo redki moji sovrstniki, ali pa neki 2 leti starejši, 2 leti mlajši, sprav, pač neka generacija naša, bi rekel temu, ne? Zelo redki so sploh govorili, da bi šli v tujino, v bistvu tega skoraj da ni bilo v etru, tako bi rekel. Ko sem bil jaz 16-17 let, smo mi se zbirali, kam bomo šli, kjer je predmete bomo vzeli za maturo, in pa smo bili 18 in je bila matura in tako naprej, in pa smo šli vsi na faks. In 95% je šlo na slovenski faks, ne? In meni sploh ni prišlo na pamet, da je kako drugega možnega. Jaz o tem nisem sploh razmišljal. Jaz sem rekel, valjda grem na en faks v Ljubljani, logično. Tako, ko sem šel v gimnazijo, valjda grem na eno gimnazijo, ki je blizu mojega doma, se lahko spim del časa doma in se še pol navič in tako naprej, ne? In pol pa v roku enega leta, jaz ne vem, kaj se je zgodil, ampak ta Erasmus je ful nekako promoviral, nek pretok ljudi, to je bilo tako par let potem, ko smo mi prišli v Evropsko unijo, 2-3 leta potem, ko smo dobili evro, se pravi, malo bolj smo se, tako bi rekel, konsolidirali za ostalo Evropo in kar naenkrat so vsi hodili na Erasmus, stari. Ja, vsi. Tako, v pol leta je bilo, kaj ti tukaj delaš, kam greš na Erasmus. To je bilo, ne? In pa sem tako, in jaz sem zmišljal. Kje si študiral? Jaz sem šel pol v Amsterdam za 1 leto, ne? No, ampak, v opisu se nisi tukaj? Ne, sem se upisal. Kam? Ja, EFA. Ja, EFA. Tako ti ne? Ja, ne vem, nisva bila sošolca. Nisva bila, ampak ti si... Kjer letnik si? 91. Aha, 1 let si mlajši od mene. Ti, ampak, jaz sem šel 1 let kasneje. Ti si še v Jugoslaviji, ne? Rojen. To je res, ampak jaz sem šel 1 let kasneje na faks. Tako da lahko bi bila midva celo sošolca. Sam je 1000 folka vsako leto. In pol, ker naenkrat ti vidiš, tujina, to je a must thing to do, to test, ne? Se pravi, dej gremo tja pogledat. Če ima možnost, zakaj ne bi jo izkoristil? Skoraj vsak je pač to možnost realno, velikih je imel, ne vsi, ampak zelo veliki šlo folka, res ne. In jaz sem hitro ugotovil, da mene kar zanimiv v bistvu malo spoznavati nove kulture, nova mesta, tam tudi živeti, videti, kako oni v bistvu živijo in bi jaz to malo za dalj časa izkoristil, ne. In pol postopoma nekako sem se odločil, da v bistvu jaz hočem imeti malo bolj, ko bi rekel, internacionalen delo, hočem govoriti več jezikov tudi pri delu in pa sem se enkrat odločil, da bom ostal v tujini, ne. In v bistvu ta v bistvu tranzicija je bila na začetku zelo usmerjena strani družbe. Najprej ni bilo novic o tem in tudi v moji glavi jih ni bilo. Pol pa kar naenkrat je bil Erasmus in so bile, in pol pa postopoma, pa skoraj več ni bilo niti odločitve, je bilo samo avtomatska inercija, da ostaneš v tujini. Nikoli sploh ni bilo odločitve, ampak je samo avtomatsko se to zgodilo, ne? In v bistvu, če pogledam nazaj, sploh ne vem, kdaj v bistvu sem se res kao odločil, ne? Ampak se je samo zgodilo, ne? Recimo, pri tebi se je pa mogoče zgodila neka zgodba, ki si tudi šel, pa pogledal, pa si videl, kako je, pa nekako se je zgodilo, da ne vem, da si pol se vrnil, ne? Mislim, kako si se to odločil nekako, da v bistvu si pol vrnil se, no? Da sem se vrnil. Saj jaz nikoli zares nisem šel, a ne? Jaz sem v bistvu takrat, enkrat sem šel na odprto kuhno tukaj v Ljubljani in odprl sem svoj SP, takrat sem že delal za eno firmo iz San Francisca, remotely, se pravi, nisem imel nobenih namenov, iti v San Francisco, iti v Azijo, nobenih namenov. In se dobim jaz s kolegom, ki je programer in on je glih kar prišel iz polletnega tripa, kjer je bil na Baliju, ne? In meni to nikakor ni šlo v glavo, čekaj, ti si bil 6 mesecev na Baliju, kako to? Itak delaš remotely, ne?
In on tako, ja, to je en community, rečeš se mu digitalni nomadi in to je folk, ki dela v IT industriji in dela remotely in potuje po celem svetu. A ne? In meni se je to zdelo tako najboljša ideja na svetu, zakaj nisem to prej, pa še ta izraz digitalni nomad, ne, tako malo kulovski izraz. Ne. Jaz sem se takrat zaljubil v to in na vsak način sem pol strmel k temu, da bi jaz to bil. Ne. In pol sem tem iz San Francisca sem rekel, jaz bom šel na Bali. Sem rekel, ok, v redu. Ampak pol smo že dosti hitro zaključili sodelovanje, ker meni ni bila ta industrija toliko pogodu in sem šel, ampak pol sem freelancer. Ne? In jaz sedim v enem kafiču v Chiang Maju na Tajskem, to je bilo po Baliju, in me konekta en iz San Francisca, ki sem ga poznal, z enim CEO-jem iz Pekinga. In reče, oni rabijo UX dizajnerja, te zanima, remotely. Jaz ko, ja, povež me. In mi dva skočva na klic s tem CEO-jem, on je bil v Pekingu, pa jaz ko, Peking, Kitajska, nisem nikoli bil, tako ful zemljiv. Pa on tako, kje pa si ti? Pa jaz ko, klej sem na Tajskem, Chiang Mai, ne. Pa on tako, jaz sem pa tam bil pred 30 leti, ful dober, ne. In on tako reče, sem čaki, ti si ful blizu, a bi ti kar prišel sem v Peking? Pa jaz tako, fuck, ne vem zdaj, ja, pridem, mislim, nimam srajc, nimam hlač, jaz sem backpacker, a veš, ne. Odkolej, ni problema, ti sam prita, ne. In neč, jaz sem šel v Kuala Lumpur in vizo zrihtel in šel v Peking, tako, nenapovedano. Tako da to je bila moja nekak zgodba. Ne? Jaz nikoli zares nisem, on je hotel, da jaz se preselim v Peking, ampak to je bilo tako, no way. Meni free internet mi je the main value. Ti jaz povem, moja prva resna izkušnja s tujino. To bomo preskočili, bomo trip v London za 2 dni, a veš kaj mislim, ne? Ker pač to je malo tako turistično, ne? Ja. Prva resna izkušnja je, da sem imel enkrat eno fantastično idejo, enkrat v prvem letniku faksa, zdaj bom jaz te izpite naredil hiter, tako 10. junija skoraj konc za vsemi izpiti, ne, full hiter bom naredil vse in pol bom v cajt in bom šel nekam tako delati za par mesecev, ampak ne v zahoden svet. Tako, nekam, ki je drugač. Jaz to malo iščem, kva bi to bilo. To je bila neka organizacija, se je rekel ISEC včasih. Ja, poznam. Ja. Okay, poznaš. Se smo delali skupaj. Ja. To je zelo znana. Zelo znana mednarodna organizacija za študente in ponuja razne prakse in tako naprej. In jaz tam najdem neko prakso v neki banki, v Indiji se to reče banka, ampak to je v bistvu neka institucija, ki daje mala posojila družinam po 5-10 jurjev za neko... Se pravi, sam s posojili se ukvarjajo? Ja, tako, microfinance. Nimaš banking računa tam? Ne, microfinance. In pol ta posojila delujo tako, da pride z te banke in se pogovori s to familijo in da pa cash v bistvu. In pol podpiše en papir. Ampak to je, mislim, to pustimo to zdaj. Fora je, da jaz sem to pač rekel, ok, gremo to. In sem imel en intervju, sem rekel, zdaj pa grem. Kupuje let in let je bil Ljubljana, Pariz, Mumbai, Baroda. In Baroda je nek indijski state, Gujarat, kjer se ne pije alkohola, na zahodu Indije, 1000 kilometrov nad Mumbajem. Tako si predstavljali, ne? In itak jaz ne prespan in pridem tja in pridem v Mumbai in čakam celo noč let stari in zutri končo ta let, ok. In tam bi mogel en model prečakati od te organizacije, iz te banke, ne? In jaz čakam njega, pošljamo nek message, ne vem, kakšen je bil tak običajen message, mislim, ni bil jih WhatsApp po mojem, to bo 2011, in njega ni, ne. Ti priješ na letališče in njega ni. Stari, jaz prijem na letališče, ker ni to ogromno letališče, pa to je neko lokalno letališče, ok? Sami Indijci pa jaz, ne? In jaz gledam, kje je za ta model, ni panika, me sem počakal. Tako, malo me je bilo že tako, ni bilo strah, ampak bil sem tako neprespan, bil sem tako tečen, bil sem tako res v slabem položaju. In jaz gledam, jaz bom šel zdaj ven in čist pogleda ta parkirišče in to in prav videti, a je tam mogoče on čaka, pa nima telefona, pa kaj sem kaj. In grem in tam pride vsi tam z unimi, kako bi rekel, znaki, ne vem, Mr. Anderson, čakam te, a veš pa to, ne. Ja, kad držijo napis. Tako, kad držijo, ne. In jaz to gledam, vse neke organizacije, dobro, ok, znajo angleško, se ni tako bed, in njega ni stari. In jaz, kje je ta model, poče z 1 uro pa pol, model pride.
In jaz sem imel velik kufer, ker sem tam 2 meseca pa pol, velik kufer, velik kufer. Ne? Sem se bi lahko prav vmes. Ampak ja, ok. Pa ne vem, velik kufer, sem obnuman, ja, prvič. Fejn sabo. Ja. Velik kufer, nek backpack, pa še neko laptop torbo, tako, kar dosti stvari. In on reče, da je pet z mano, zdaj mi dva bo šla, jaz sem top. Greva mimo parkirišča, zdaj rečem, valjda bo šla z avtom, stari. Ne, greva do motorja. Jaz rečem, kako bo mi to vse na motorju šla, s tem nor, stari, in to je tak, dosti običajen motor, majhen, kako mi to vse naredilo, ne, bova. On da kufer neki pred sabo, ga naloži, tako ročke 2, jaz une torbe okol, nategnem si torbo za laptop, skoraj mi pade iz motorja in gremo, stari. No, on šiba z motorjem, brez čelade, jaz brez čelade. Šviga, krave, opice, svašta, stari. In to je bo moj nekak, ko bi rekel, prvi, ja. Prihod v tujino, ne? Jaz sem rekel, stari, to je pa hardcore, ne? Ampak pol se vse čist dobro išlo in na koncu, stari, sem razmišljal, da bi podaljšal še malo, ampak pol se že, ne vem, malo začel faks, pa tako, pa cene so bile dosti drage za letne in pol nisem, ampak proti koncu mi je bil všeč ta kaos, ne? Nekak, mi je bil, okej, to je zanimiv. Jaz v bistvu to vem, da sigurno je tako slabo na nekem levelu, ne? Kaos, smrdi, ne vem, vsi zamujajo, full folka posod, vsi hupajo in to, ampak meni je bilo kar enkrat to všeč, ne? In v bistvu na koncu šel iz full slaba odločitev do v bistvu full dobro odločitev, ne? In ta razpon v tem kratkem času se mi zdi, da v bistvu to je kar, kako bi rekel, neko naključje, ki mi je pol dal nek zagon za, ajde, zdaj pa v bistvu mogoče sploh ni tako slabo v bistvu biti v tujini. Ja. Pa ta prvi v bistvu, ko imaš ta prvi pogled ali pa prvo mnenje glede nečesa, a je slabo ali dobro, a ne, ker predstavljam si, ti si tja prišel, a ne, z nekimi pričakovanji, pol si bil tako, ko se kle vse dogaja, zdaj sem vse zajebil, zdaj bom, ne vem, tukaj ne vem koliko časa, ne, ampak pol na koncu se to transformira, ne, v nekaj drugega. Se transformira v nekaj drugega, moraš biti z odprtimi čuti in v bistvu videti stvari, probati videti take, kot so, a ne? Pa tudi vedno nekako se v bistvu spraševati, ok, a mi je to všeč, a mi to ni všeč, ne? Ali nekako mi je nek koncept zasidran v glavi, da tako mora biti, tako moram delati, s takim ljudi se moram družiti, pa v bistvu sploh ni to nekako, kako bi rekel, moja odločitev. Čeprav vemo o teh odločitvah. Zdaj, mislim, težko, lahko tudi argumentiraš, da nič ni tvoja odločitev, ne? Ampak so odločitve, ki nekako bolj čutiš, o teh si razmislil, ali pa temu si samo sledil, ne? Ja, sigurno.